ljubi ljudje. Tudi jaz sem seveda žvižgač, ampak veste, za biti žvižgač je treba imeti zelo veliko poguma. Tudi meni ga včasih zmanjkuje in nam sem. In meni se zdi najbolj grozno, da smo pravzaprav civilizacija molka, da so nas tako naučili, da treba molčati in potrpeti, saj nič ne moremo. Ni res, to sploh ni res. Če bomo mrežili dobro, bomo dobro splavali kot jata rib pred plenilci. Tole je pa Srečko Kosovel. V imenu Trobanja vam pošiljam to pismo in v imenu tistih, ki so v molitvenike pisali naša imena in v imenu tistih, ki so davno govorili naš jezik in v imenu poslednjih najbolj, kajti oni so bili prvi in odločujoči. Prst so bili, ki na njej sklije drevo in zrase narod. In v imenu teh vas pozdravljam najbolj. Meni drhti srce od strahu pred hlapčustvom, je zapisal Kosovel. Pravica je edini svetilnik, ki naj orientira razbito ladjo človeštva iz divjih valov nasilij, krivic in obupov. Slovenci niso še nikoli bili tako brez misli, kakor sedaj. Nikoli tako omejeni, kakor sedaj. Nikoli tako kratkovidni, kakor sedaj. Nikoli tako kratkovidni. Težki dogodki padajo na nas, kakor preizkušnja. In nikogar ni, ki bi pokazal smer, odkudar prihaja rešitev. So že, a morajo molčati. Slovenski časopisi in revije so z nekaj izjemami nepotrebni, pokvarjeni barometri, ki jim ne verjamemo več. Politika hazardira z momentom, računa na neorientiranost. Daje pristašem politične obljube, v njej plitke enodnevnosti prevladuje nizkoten boj za nizkotne cilje. Dejstvo je, da zastoj naše družbe izvira iz njenih bistvenih kali. Od nemoglosti, hlapčevstva in brezciljnosti. Zase delamo, pa umiramo ob obloženi mizi, ob svetlem soncu, ker ni sile v nas, ki bi nas gnala skozi življenje kakor osvajalce, ki morajo zmagati. Edina baza, ki nas druži, je ta, da smo hlapci. Hlapci že v svojih najskritejših mislih. Hlapci v svoji veliki ljubezni. Lepa je ljubezen in vsa silna. Zato jo moraš skriti v dno srca. Tvoje besede je ne smejo kazati, da ne oslabiš. Tvoje dejanja pa morajo biti od nje vsa prežeta in topla in takrat bodo dobra. Mogoče smo podedovali Slovenci v 15-letnem suženjstvu vso tisto potrpežljivost, s katero so naši predniki prenašali težke okove. Morda iz te potrpežljivosti izhaja ona vera v usodo, ki nam je vedno kalila jasen pogled v bodočnost in nas slabila. Saj sodobnega, kulturnega in političnega položaja bi se dalo tako sklepati. Pasivnost, ki prevladuje v naši mentaliteti in ki je ena najbistvenejših karakteristik sodobnega človeka. Pasivnost, ki sicer usposablja človeka, da dolgo prenaša težke okove.
a ki obenem paralizira vsakršno individualno gibanje. Ta pasivnost je ona komponenta, ki pospešuje naš zastoj in našo zaostalost. Krivica je krivica. Naj se godi enemu, tisočim ali milijonom. Mi pa smo proti krivici, kajti tudi eden je človek. Naše načelo je za človeka. Naše načelo je za človeka. Za človeka. Človeka. Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna po svojih odgovorih, kakor je naša. Ni čudno, da smo izgubili vero v božanstvenost religije, ki je sodelovala na vseh koncih in krajih za srečen izid vojne in pridigala zvestobo in uslužnost evropskim mogotcem. S tem pa poganjala v smrt milijone nedolžnih žrtev in osirotela 10-milijonske množice. Ali je čudno, da v tej dobi pravijo, da smo majhni? Majhni. Majhni smo zato, ker hočemo služiti malenkostnim sebičnim idejam. Rajši sanjarimo in hlapčujemo, kakor da bi živeli in si vladali. V času, ko nas tepe bič evropskih imperializmov, poklekamo pred Boga in molimo za svoje pravične gospodarje. In ti gospodarji ne pustijo Boga in vzamejo vse pravice, ki jih je Bog dal človeku. Preveč smo se ogledovali po Evropi, premalo po sebi. Zgodovina ni ponavljanje, ampak ustvarjanje. To je edino stališče, ki ga smemo zavzeti do zgodovine. Zato ne sme biti naš vzor v preteklosti, ampak v živi sedanjosti, ki jo čutimo v sebi. Zanima nas pravica do resnice, pravica do svobode, pravica do enakopravnosti. In to je pravi smisel. In še nekaj, življenje duše. Iz duše pa, ki je središče vseh etičnih čustev, prihaja vse ravnanje človeka. In zato je potrebno kulturno delo. Ne civilizacija, ne izobrazba. Pravi smisel je v kulturi srca. Pravi smisel je v kulturi srca. Ne civilizacija, ne izobrazba. Pravi smisel je v kulturi srca. Enkrat zavedno hočemo obračunati z onimi, ki v svojem malomeščanskem samozadovoljstvu oslepijo za krivico in krivice. Enkrat zavedno obračunamo z onimi, tolažečimi gladno, zmrzujoče človeštvo s tolapami onega sveta, ki rosi v človeka krščansko ponižnost in usmiljenje. Posebna lastnost globokih in lepih duš je, da pokažejo svoje življenje, da pokažejo edino pot, ki jo mora hoditi duša, k lepoti. Človeka spoznaš šele takrat, kadar ima v rokah oblast. Oblast je preizkus etične moči v človeku, ki stremi za tem, da ustvarja poštena dejanja.
pa ste vi ustvarjali poštena dejanja. Z vseh strani grozijo mladini stranke. In čas je v taki depresiji človečanstva, da se meri človeka po strankarskem prepričanju in da se mu potem celo dovoljuje življenje ali zapoveduje smrt. In tako so gospodje politiki, predstavniki milega naroda in lepe naše domovine zavozili tako daleč, da so zamenjali državo in stranko. Gospodje politiki seveda gledajo mladino svojim kritičnim očesom. Oni jo smatrajo za material. Dočim je mladina življenje samo. Mi smo življenje samo. Mi smo seme življenja. Najbolje, da bi vladni pristači ustanovili katekizem. Kakšen mora človek biti, če želi biti državotvoren? Dalje je najbolje, da kar zaustavijo tek zgodovine, da preprečijo razvoj in diferenciacijo, ter da prepovedo sociologijo, ki se je razvila že do popolnoma novega pojmovanja človeške družbe in ki je človek kot tak osrednje jedro. Dalje je najbolje, da zaustavijo vsako naprednost, ki prekaša njihovo naprednost. Sploh najbolje, da prepovedo še misliti. S tem se začne ta zlata doba in mir v deželi. Pod geslom naprednosti seveda. Ne bomo se ozirali na one, ki prodajo za skledoleče svoje prepričanje. Tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomur izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomorejo k razvoju. V današnji temni čas korupcije, prodanosti, mrtvila, sleparije, bolezni, krivice, želočarstvo. Sije svetloba od človeka, ki stoji. V meni je čas, ko bo človek človeku človek. V meni je čas, ko bo narod narodu narod. Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta kot smehljajoči travniki. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo. Ogenj smo, ki mora izgoreti, izžareti v to temo, da jo razsvetli. Mladi verujemo vate, pravica. Sonet posvečen Snowdenu, nastal je pa lani. Snowden ali lanski sneg. Sneženi mož, prijazni nik žvižgača, zbudil med ljudstvom vročo je razpravo. Naj ga junaka skrijemo v državo, ali se pač hlapcem nam upor ne splača.
še spreneveda vladna se palača. Predsednik spohan deli s čivavo, izjema je, kdor misli z lastno glavo. Sluteč, da bo viharjev zlih igrača. Uho požrešno velikega brata, hote krati človekove pravice. In na žandarjevo nelepo lice je s tem razkritjem padlo še več blata. Pa kaj, se ve se, da cel svet vohuni, na forumih modrujejo pisuni. V človeški naravi, v vsaki naravi, vsakega bitja je, ne, da želimo harmonijo, recimo tako. Je neko stremljenje po lepoti in popolnosti, ko tega ni več, človek ni več človek, postane človek stroj. In to, da je danes človek stroj in da si to mnogi želijo, da bi ga zasužnjali in spremenili v to, robota številk, ki dela za domnevno samoumevne dobičke tega ali onega, gotovo pa ne slučajno izbranega. To nas skuša vsiliti kot življenjski koncept. Edward Snowden je nekdo, ki je pravzaprav ne samo s tem, ko se je tako pogumno izpostavil, ampak tudi z vsebino, ki jo je razkril, nam je povedal, da danes smo na potezi mi vsi. Mi vsi smo, če tako rečem, žvižgači. Danes se mora človeštvo prebuditi in veseli me v to zavest, v ta upor, v to, da se preprosto korporacije, bankirje, ki so danes prevzeli žal demokracijo in jo prevzemajo pospešeno tam, kjer se je z muko rojevala skozi Evropo in tako naprej, da jih ustavimo in pokažemo črto in jih pošljemo nazaj tja, kamor sodijo. Sodijo pa pod nadzor ljudi, sodijo pod nadzor človeštva, ki ceni življenje in ne profit nad človeštvom in nad življenjem, pa ne samo človeka, ampak tudi drugih bitij. Inspiracija. Ja, Srečko Kosoveva, ne. On nas navdihuje s svojimi pesmimi in pač, ja, res tako, ful smo se vživeli v to, ki je ful dober. In tudi mi čutimo pač za narodno zavednost in vse to. Pa pač profesorca nas najbolj, a ne, tera v to, pa tako, res ful je dober. Živjo, zakaj si prišel danes v podporo Edwardu Snowdenu? V bistvu, ker sem nekako, saj upam, da sem, ne, pač družbeno in angažiran, ozaveščen državljan sveta. Ja, drugače pa to je velik problem, ne, in sploh pa, kako se zdaj preganja vse te žvižgače, ne, in sicer je bila simbolna podpora, ni nas bilo veliko, ampak mogoče bo pa naslednjič kaj boljš. Jaz osebno pa, ja, dosti sem tudi na internetu, osebna svoboda mi veliko pomeni, prav tako varovanje osebnih podatkov. Danes pa vemo, Google, Android telefoni, vse posod nas snemajo, vse posod nas locirajo. In ja, ni glih fino, ne, da nekdo ve, kje vse si. Ne. Se ti zavedaš, da je v samem centru Ljubljane čez 700 kamer, ki nas snema? A jih ni več? Ja, vem. Sej obstaja tudi zemljevid, ne, se najde na netu, ja, ne, kje so vse bele lise, ne, če že glih nočeš biti spremljen, ne. Ampak, ja, ne, tega je vse več. Je to demokracija ali diktatura, da smo vsi ves čas pod nadzorom? Diktatura ravno ne, diktatura je malo drugače. Recimo, da živimo v letu 1984. Kaj pa diktatura zakona? Zakoni, ki se sklepajo pod mizo mimo vednosti javnosti. Ja, žal je legalno zaradi že obstoječe zakonodaje, ki to dovoljuje, vsekakor pa ni legitimno. Ne. In ja, ne, to je diktatura, to pa je dejansko, ne, pač, ker, ja, ne, tega se ne sme, mislim, naj se ne bi počelo, pa se, ne, in če se pogleda zdaj, recimo, evo, Stiso, ne, ki je dosti hujša od prejšnjih, pa, bom rekel, en povprečen državljan, ne, ki mogoče dobiva informacije samo z televizije in radija, se mu sanja nekaj je to, ne. Tako da, to je velik problem, ne, pa te skriti trgovinski sporazumi, ne. Od nadzorov, naravnih virov, pitne vode in tako dalje. No, sej mislim, da bi morali biti vsi tole v podporo Edwardu Snowdenu, predvsem zato,
ker nam je mar oziroma bi nam morala biti mar naša zasebnost. Mislite, da samo zasebnost, namreč človek se je postavil skupno dobro pred svoj strah, pred posledicami, pa znamo to ovrednotiti? Jaz mislim, da bi morali znati ovrednotiti, oziroma da si večina ljudi tega ne upa ovrednotiti. Predvsem zato, ker imam občutek, da med ljudmi še vedno velja nek tisti strah se izpostaviti. Predvsem zato, ker mislijo, da se jim bo nekaj zgodilo. In tisti, ki kradejo naše podatke, tisti, ki v bistvu na ta način nas kontrolirajo, se zavedajo točno tega. In zanimivo je to, da ravno primeri, kot je Edward Snowden ali pa primeri, kot je bil Wikileaks, pokažejo na to, da ljudje niti ne želijo vedeti, kaj se dogaja, da si zatiskajo pred tem oči in zato in temu lahko predpišemo tudi to, da je tako relativno slab odziv na to, kar je Edward Snowden povedal. Se zavedate, da prav zdaj naju snemajo kamere, ne samo naša, pač pa namreč stranka Pirati imajo na svoji spletni strani objavljeno, da v samem centru Ljubljane je čez 700 kamer, ki nas snema. Se zavedate tega? Ja, zelo dobro se zavedam, ena je tamle vizavi, snema proti Prešernovem spomeniku. Teh kamer je seveda občutno preveč. Morali bi se zavedati, da Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je še vedno veljaven dokument, bi morala veljati tudi za elektronske medije. In noben zakon nič nam ne bo pomagalo, če se ljudje sami ne bomo tega zavedali, ker mi smo tisti, ki lahko preprečimo, da vdirajo v našo zasebnost, tako v naše zasebne telefone, tako tudi nas snemajo. Ker konec koncev imamo vse pravice in vse možnosti, da si takšne posnetke ogledamo, da zahtevamo izbris posnetkov, da si izbiramo telefone, ki so bolj varni od drugih. Torej, na nas je, da se odločimo, ali se bomo pustili nadzirati ali pač ne. Je pa res, da absolutno te varnosti ne bomo nikoli dosegli, to pa zato, ker tehnologije vedno nekje presegajo zmožnost razumevanja običajnih ljudi. Če pa običajni ljudje tega ne zmorejo, potem smo pa tisti, ki se spoznamo na to vrstne tehnologije, dolžni ljudi na to opozarjati. In jaz osebno sem strokovnjak z področja telekomunikacij in se zelo dobro zavedam, kaj smo mi strokovnjaki na tem področju naredili in kaj smo s tem, ko smo razvili takšne sisteme, v bistvu omogočili oblastem, da počnejo. Me je to posebna vrlina, tako kot spoštovanje, tako kot resnica oziroma odkritosrčnost. To, da je izpostavil njegovo življenje z informacije o nas, to so zelo osebne informacije, to je po mojem, jaz bi mu rekel, junak našega časa. Pri vseh lažeh, pri vseh dezinformacijah, pri vsej propagandi, ki nam jo počnejo, se mi zdi resnica nekaj, kar bi mogli postati nazaj vrednota in močna vrednota. Snowden je to pokazal, koliko je resnica v bistvu danes vredna v tem, bom rekel, kapitalističnem svetu. En naš pisatelj, pesnik je rekel, resnica ni prasica, pa vseeno nekaterim smrdi. Ampak jaz sem se odločil, da je resnica na prvem mestu in da je treba resnico dajati naprej in da je treba biti kričač, oziroma tako, kot je danes povedal naš pesnik, mi bi lahko tem rekli pevci. Ne žvižgači, ampak pevci. In mi vsi bi mogli biti pevci, ker mi vsi smo Snowden. Resnica osvobaja. Ja, res je. Lahko zbirate, katero brezo imenovali breza Edwarda Snowdena. Kaj bi se omejevali? Dajmo mu 3. Evo, predlog je, da so vse 3 njegove. Dobro. Torej, z današnjim dnem proglašamo te 3 breze Edwarda Snowdena.